Danes se bomo pogovarjali pač o vsem, kar se dotika pač tematike spodbujanja športa med mladimi, pedagoškega pomena pravzaprav tega spodbujanja. Mogoče se bomo dotaknili tudi vprašanja odnosa med recimo športom in telesnimi aktivnostmi in tako dalje. Vesel sem, da imam ob sebi dva strokovnjaka z tega matičnega področja, to je profesorica Tanja Kajtna, ki se ukvarja s psihologijo športa, dobra tema za analizo tega, kar smo videli, in pa profesor Gregor Starc, ki je glavni na programu športne vzgoje na fakulteti za šport. Ampak preden začnemo mi pametovati, mogoče dajmo začeti z vašimi prvimi vtisi, kako bi pokomentirali, se opredelili recimo do načina vodenja recimo dekliškega športne ekipe, ki je predstavljen v tem filmu. Kaj ste zaznali kot provokativno, spodbudno, mogoče odklonilno, nenavadno, pa bomo potem nadaljevali. Kdo se bo ujunačil? Takole? Okay. Pozdravljeni. Jaz bi samo rada povedala, da sem čist ganjena, kako je ta trener uspel iz teh punc, ki so v teh letih kar lahko nesramne ena do druge, kako je uspel v bistvu doseči neko tak timski duh, neko tako zdravo pripadnost, v teh časih je mogoče malo težje odraščati, se mi zdi, da je bilo to tako res na mestu in res tako na koncu mogoče prej žalostna zgodba, da so starši tako nastopali. Jaz sem bila čisto ponosna, ko so to naredila, jaz sem rekla, wow, bravo. Tako da ja, jaz bi si kaj tazga kar želela v naših šolah, takih malo bolj. Ja. Se pravi, šport kot neka spodbuda k grajenju nekih vrstniških skupin, za kar pravzaprav danes ni tako samoumevno, da se zgodi spontano, tako kot recimo v moji mladosti, ker smo šli preprosto pred blok in imeli ogromno enega časa in prostora in pa predvsem odsotnost strahu staršev, da se nam bo ne vem kaj hudega zgodilo. Danes vemo, da pravzaprav v večini primerov temu ni več tako in da na nek način smo odrasli tisti, ki omogočamo sploh nek prostor druženja. Zdaj in seveda šport je neka taka aktivnost, ki lahko to ponuja. Ja, še kakšno drugo stališče? Ja, misliš, Tina, jaz se strinjam s predhodnico, bi pa rada povedala, da imam osebno izkušnjo s svojimi lastnimi hčerkami v športu, pa mogoče, ker ste tukaj strokovnjaki, bi sam namignila, da če imate lahko malo več nadzora na trenerji, ker jaz kaj tazga še nisem doživela, sem pa veliko hudih stvari, no. Tako da se mi zdi, da bi tole bilo fino dati med trenerje ali med koga, ne vem, ker mislim, da jih zelo veliko ne dela z namenom, ampak mislim, jaz imam zelo slabe izkušnje s trenerji, no, tako da bi bilo fajn, da se to širi. Če prav razumem, da se širi to kot pozitiven prikaz. Aha, v redu. Ja. Pozdravljeni, Maruša. Jaz moram reči, da moment, ki se me zelo dotaknil, je bil ta, da je v resnici trener skriti kurikulum odkril. In odkril ga je tako dekletom, pač z besedami, ki so jih bile v danem momentu sposobne razumeti, in ga utrjeval in ponavljal in gradil tako kot tudi staršem v smislu enega načrtnega razvoja in zakaj na takšen način. Pa ne z odgovori, ampak z usmerjenimi vprašanji, da so si v bistvu te očki sami gor prišli, kaj in zakaj na takšen način.
Moment, ki ga je pa tudi izpostavil, je pa v bistvu razlikovanje med spoloma in ga tudi jasno v bistvu prikazal, kakšen je. Tako da ne samo odkrivanje skritega kurikuluma, ampak tudi te, bom rekla, spolne agende, ki jo imajo, kako so drugače tretirana dekleta v ekipnih športih kot pa fantje. In s tem je v resnici omogočen napredek, ki pa ga niso bili sposobni vsi enako videti, kar se staršev tiče. Ta drug moment, ki se mi pa zelo dotaknil, je bil pa zadnji citat iz konvencije o otrokovih pravicah, ki se mi zdi, da jo je vživel do črke natančno. Ja, če samo ta čisto zadnji del izjave pokomentiram, ne, veste, natančno se ta člen glasi takole, ne, da države pogodbenice jamčijo otroku, da izoblikuje svoje mnenje, da ima pravico do svobodnega izražanja v vseh zadevah, o tehtnosti mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. Zdaj, spet smo odrasli tisti, ki pravzaprav povemo, o čem se sploh lahko izrekajo otroci, ne, in pravzaprav k čemu, katerim stališčem bomo dali težo. Ne. Tako da, veste, problem konvencije o otrokovih pravicah je, da na nek način odpre dva protipola, ne, na eni strani odpre pravzaprav potrebo, da mi odrasli otroke zaščitimo, ne, v situacijah, za katere presodimo, da sami še niso dovolj zmožni odločati o sebi, ne. Po drugi strani jim pa moramo dati besedo, ne, se pravi, po drugi strani jih pa moramo tudi opogumljati za to, da se o nečem izrečejo in da pač upoštevamo njihovo mnenje, ne. Ampak to mejo pravzaprav pa vedno iščemo sami, ni določeno, ne. Zdaj, v nekaterih primerih, ko gre recimo za sodne spore, sicer se potem določi, od katere starosti naprej je otroka obvezno vprašati o neki stvari, recimo, ko gre za kakšno razvezo med starši in podobno, ne. In od kdaj naprej pravzaprav pa je tisto, ko smo mi tisti, ki rečemo ja, ne. Bomo sicer vprašali, ampak na nek način se bomo odločili sami, ne. Je mogoče kdo zaznal, da bi lahko bila ta odločitev recimo za protest vendarle vsaj malček izsiljena strani trenerja? Mogoče. Saj gledam, kdo? Gospa. Jaz sem še želela podati mnenje. Petra iz osnovne šole, ki je to en Murna, specialna pedagoginja. Meni se zdaj odnos trenerja iskren in razložil je stvari, zakaj dela in argumente. Ne. Vedno sem pa bila, do zdaj sem se zgražala, živim namreč blizu nogometnega štadiona in sem včasih slišala kakšnega trenerja, tako kar za moje sodbo krute kakšne stvari. Ne. Ampak vnaprej bom mogoče malo drugače premislila, zakaj to, če ima zelo na tanki meji smo. Ne. Na tanki meji, ali lahko gre za neko manipulacijo, ali gre za poniževanje. Ampak jaz sem začutila v temle filmu, da je tale trener bil spoštljiv in jih je življenje učil in je uporabil košarko za to sredstvo. Jaz sem recimo uporabila ples, ker sem naredila plesno predstavo z otroki tujci iz naše šole in je bil ne sam nastop, sam proces nastajanja tega zelo dragocen. Jaz sem želela sporočiti otrokom in do neke mere mi je uspelo, no, ne pa povsem, ker so indoktrinirani strani kolektivne zavesti, no, bom rekla, ne. Ampak ta enakost med nami, ne. In klele me je kar malo zabolelo, no, se sem sodelavki, ki zraven mene sedi, rekla, jaz sem hčerko posvojeno iz Afrike in bila sem v Namibiji, ker sem videla, Namibija bila okupirana strani Nemčije, ne. Oziroma kolonizirana. Ampak danes se je pa vse v Namibiji obrnili in moški potomec kolonizatorjev težko dobi službo. Tako da poznam Irance, ki tukaj živijo, pa še iz drugih afriških dežel in me zelo skrbi, kako bo v naši družbi, ko želi nekdo uvajati neke novitete v sistem in sistem jih zelo drži, ne.
da ja, ne bo prišlo do sprememb, ker pol pa je, vse se bo zrušalo, kaj ne vem, ne. Kako bo potem vsi, bom rekla, navidezno neenaki, ne, tako kot je recimo najina hčerka temnopolta, pa še drugi Afričani ali pa Iranci ali pa Pakistanci ali pa zdaj recimo ful Burundicev v azilnem domu, pa Čečenov, ki živijo v Rusiji, ne, pa se že zdaj delajo razlike, ne, napram Ukrajincem. Jaz zdaj odpiram eno drugo polje, ne, polje neenakosti pri nas, ne, in me zelo skrbi, kako bo najina hčerka v tej družbi tu delovala, ne, ker je ona pa je tak karakter, da bo revolucionarna, ne. In kako bo ona, a bo mogoče nazadnje čistilka v eni šoli, ali bo lahko naredila kakšno dobro spremembo za družbo. No, sem tako malo retorično razmišljanje. Hvala. Aha, še. Tudi gor na balkonu imamo za vas mikrofon. Ja, jaz bi pa tudi izpostavila, da 3 stvari, ki so mi se dotaknile, predvsem to, da je skozi treneru pominjal na to, da jim bo košarka pomagala, da bodo postale boljši ljudje na koncu, da tudi, ko bodo nehali igrati, da bodo imeli nekaj od tega. Všeč mi je bilo, da jim je spodbujal, da so same razmislile o posledicah, zakaj je katera na klopi, zakaj je katera izključena, ne, da jih je pripravil do tega, da so poskusile same najti vzrok. In pa tudi ta na trenutke mogoče grob pristop trenerjev je pač vedno povedal, da je to spet za njih dober, da jih pripravi na neprijetne situacije, na grobe nasprotnike, v tem smislu, da bodo pripravljene tudi na takšne ljudi in takšne situacije, in ko bodo z njimi soočene, bodo lažje odreagirale, ker bodo na to pripravljene. Ja, to je neka poanta, recimo, ki je verjetno zelo blizu tistim, ki ste ali pa smo zelo na nek način kritični do prevelike mehkobe, permisivnosti v vzgoji, ne. Šport na nek naraven način pravzaprav tukaj zadeve malček bolj zaostri, ampak preden bi dal tebi besedo, Tanja, ne, z tega psihološkega vidika, mogoče samo še ta opaska, ne, te razlike, ki se delajo v športu med dečki in deklicami, ne, že iz filma smo videli pravzaprav, da so od države do države nekoliko drugačne, ne. V Nemčiji so še lahko tekmovali skupaj, na Islandiji ne. In mogoče ti, Grega, malo pojasnil to. Ja. Gremo zdaj, pa bomo potem nadaljevali še z mnenji. Okay. Se slišimo. Ja, seveda sistemi so različni, ampak tukaj se je zelo dobro videlo, ne, da bi te deklice z lahkoto igrale tudi s fanti. Ne. Tudi pri nas te prakse nimamo, oziroma nekateri tekmovalni sistemi v ŠKL-ju, na primer, so bile mešane ekipe deklic pa dečkov in tako naprej. Odpira pa to seveda zelo pomembno vprašanje neenakosti, a ne, kot je bilo omenjeno, in ga lahko apliciramo ne samo na moški, ženske, ampak na vse druge oblike neenakosti. Pri nas zaenkrat ni bilo izraženih nekih odprtih želja, da bi se deklice merile s fanti. Vemo pa, da vsaj v šolskem sistemu mi za dekleta naredimo nekaj, kar marsikateri drugi državi ne. Tole je bila Islandija. Ne. Mi v Islandiji, če pogledamo šolski sistem njihov, lahko vidimo, da športno vzgojo, oziroma šport, ko ga po nas pa imenujemo v osnovni šoli, naprimer, imajo fantje in punce skupaj, skozi, od 1. razreda naprej. In je zelo absurdno, ne, v šoli jih imajo skupaj, a ne, skozi spodbujajo to skupaj, potem pride do ene tekme, rečejo, ne, zdaj pa ne. A ne. To me zelo spominja na tiste olimpijske igre, ko so bile prvič ekranizirane, se pravi prvič na televiziji. Takrat je Sir Brundage bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja. On je takrat z ostalimi džentelmeni, ki so sedeli v upravnem odboru, seveda sklenil, da maratona moških in žensk ne morejo delati več tako, kot so ga do zdaj, in je treba štarta ločiti. Zakaj? Zaradi tega, ker v tistem času so ženske v maratonu že tako napredovale, da so najboljše ženske z lahkoto premagovale
one malo slabše moške tekače in je bilo to zanj nevzdržno. A ne. In tukaj je zanimivo. Pri nas pa, naprimer, imamo v zadnji triadi, naprimer, so že ločeni, fantje in dekleta, a ne, kar se je izkazalo za pravilno. Ne. Mi smo to zaradi tega naredili, ker v puberteti nastanejo biološke velike razlike. Ne. Fantje, kar naenkrat zapolnite testosterona, mišice začnejo rasti, postanejo večji, težji od dekleta. Ne. Ampak v otroštvu do pubertete so si kos. Sploh ni nobenega razloga, da ne bi eni tekmovali proti drugim ali pa kaj podobnega. Tako da vse skandinavske države imajo skupno poučevanje in zdaj so ugotovili, da to ne gre. Zdaj so začeli švedski pedagogi pisati članke, da žal so vzgojili generacije luzerk. In to je stvar, katere se zavedajo. Zdaj poskušajo nekako k nam hodijo gledati, kaj mi počnemo. Tako da naša odločitev takrat je bila pravilna, čeprav niti nismo takrat razmišljali ravno o tem razlogu, ampak se je izkazalo, da je bil pravi. Ja, zdaj si me sprovociral, prej je ena iz publike govorila o skritem kurikulu, o čem pa se je še razmišljalo pri tem ločevanju? Takrat je bila to čisto praktična stvar. Takrat so bili spremenjeni normativi, ne vem, bili so normativi po 40 otrok v skupinah in so potem iskali neke načine, kako bi na malo bolj prikrit način, v skriti kurikul, kako bi to spremenili, da bi te skupine bile manjše in so zaradi tega uvedli dejansko ločevanje fantov pa deklet. Ni bila zadnja neka, vsaj to, ko so mene razložili, jaz takrat še nisem še delal na fakulteti, sem bil še otrok, ampak tako so mi danes razložili, ko sem vas spraševal, da ni bil to namen pri nas, ampak se je pa izkazal, mislim, včasih imajo tudi norci srečo, da je bila odločitev prava in da je prav, da smo vztrajali pri njej. Ker smo pa vmes že imeli veliko teh pritiskov, zakaj pa to delate, zakaj ločujete, takrat smo že znali argumentirati, ampak v štartu pa ni bilo zaradi tega narejeno. Ja, zdaj pa dajmo še Tanji malo besedo, da iz svoje perspektive, recimo psihologije športa, malo pokomentiraš pač ta pristop, ta način. Ja, hvala za besedo, Robi. Jaz imam tukaj malce mešane poglede, zato ker se preprosto toliko enih stvari tekom tega filma zgodi in prva stvar, ki je vsakič, ker zdaj sem drugič gledala ta film, vsakič posebej razmišljam o tem, da zakaj ne bi iskali najboljšega možnega pristopa za učenje nekega športa. Torej, vmes tale pomožna trenerka reče, da dekleta učimo drugačne košarke. Zakaj? Ta trener je tukaj šel, rekel, ko sem dobil hčerko, se mi je svet spremenil. Torej, na šport sem začel gledati skozi ženske oči in sem se spraševal, ali bom lahko tem dekletom omogočil najboljši možni nivo košarke, kot so ga zmožne. In je preprosto jih začel učiti tako, kot bi učil fante. Sej boljše, kot so, bolj kot bodo agresivne, hitrejše, kot bodo, bolj bodo učinkovite. In se zaplete v to, da zdaj so pa te punce kar naenkrat boljše od fantov. In zakaj bi se moral ukvarjati s tem, da ne bodo premagovale fantov? In reče, s tem se ne bom ukvarjal. Jaz sem tu zato, da jih bom učil čim boljše košarke in jih je učil čim boljše košarke. Seveda, potem, ko se je jaz potaknil ob to, da pa kar naenkrat pa morajo biti te punce tudi na tekmovalnem nivoju primerljive, mu pa tega niso dovolili. In punce so šle v notranjo motivacijo. Se zdi zabavno. Zakaj zdaj razmišljamo o tem, da jih je on zmanipuliral? Jasno povejo. Punce so se same odločile, da bodo medaljo dale dol. Jaz osebno bi bila za to, da medalje do zelo pozne starosti v celoti umaknemo. Ker spodbujajo to, ko imam ta plehek, sem dober. Ni res. Ko znam, sem dober. In ta dekleta se ukvarjajo s tem, kdaj znajo, koliko znajo. In ena od njih reče, da najhujše je to, da me starši niso poslušali. Tudi eden od komentarjev je bil takšen. Ona je povedala, medaljo smo dale proč, zato ker se ne strinjamo s tem, kako pristopate do nas, zakaj nam ne argumentirate. Konvencija o otrokovih pravicah in tako naprej. Otroci tudi želijo slišati argumente. Več kot enkrat v filmu je bilo izpostavljeno, zakaj nam ne poveste, zakaj ne. Vse v redu, tudi če rečete, nočete, da fante premagamo. Ampak dajte nam besedo, naklonite nam razlog.
Ne, da se o nas odločate, kot da nas ni. In ta dejanje oddamo medaljo, pove, nam je pomembna košarka. Ne, Maruša, ste rekli, je res skriti kurikulum, on ga da ven, on sploh ne govori o tem, da je to skriti kurikulum, ampak pravi, to je moj kurikulum, da vas skozi košarko, skozi šport, ki je po mojem mnenju eden najboljših poligonov za učenje vsega skoraj da. Od odnosov do discipline, do spoprijemanja s težavami, s stresom. Ne? Omenja stres, pravi, jaz sem se skozi šport naučil spoprijemati s stresom. Mene najbolj razkuri, kadar najdem tečaje, znebimo se stresa. Tega ni. Ja? Stres je sprememba. Spremembo v današnjem življenju je nenormalno veliko. Bolj kot smo digitalni, več je sprememb. Ne? In šport je en najboljših načinov, kako otroka naučiti. Ja, boste pogoreli, ampak boste vstali in boste šli še enkrat. Ja, boste srečali, da bodo ljudje neuljudni do vas. Imajo trash talk practice. Meni se zdi noro dobro, jaz tega še nisem srečala. Ne? In ja, kot ste rekli, moram malo premisliti o tem, kako se trenerji obnašajo. Ja, seveda, trenerji ne smejo poniževati otrok, ne? Ampak, ko pa to rečejo, zdaj pa to treniramo, pa vsi otroci vejo, da je to v tistem trenutku sprejemljivo. Ne? In šport je krasen, ampak mora biti krasna izkušnja za vse, tudi zato, da se skozi šport lahko naučijo, da si zaslužijo argument. Ne? In mene v celem tem filmu nekako tako, najbolj boli pomanjkanje argumenta, zakaj niso smele igrati. In te deklice, ja, morda so ustvarile nek nenavaden pogled na svet, ampak nenavadnih pogledov na svet je ogromno. Pač danes je vsak mora biti nekaj posebnega, vsak mora biti malce drugačen, ne? Kar pomeni, da marsikdo bo imel tudi kakšen zelo drugačen pogled na svet. Ne? Ja, kakšen bo morda čisto drugačne barve. Ja? In sprejemanje drugačnosti ne gre samo za sprejemanje vizualne drugačnosti, ampak tudi psihološke drugačnosti. Ne? In ta film da toliko enega izhodišča za debato, no, da se prav veselim v bistvu tega, kam bomo šli od tod. Ja, ampak poraz in zmaga sta skupaj. Če bomo šli gledati kariere športnikov, je, jaz mislim, da vedno več porazov v resnici kot zmag. Ja. Ampak dokler so zraven zmage, je vse v redu. Ja, tu se bomo dotaknili že pravzaprav osnovne ideje, kaj šport sploh je oziroma kaj naj bi bil, ampak mogoče še ena provokacija prej. Ta teza, ne, vidi se, kako so punce našle notranjo motivacijo, ne, namesto pravzaprav nekih zunanjih spodbud in medalj in tako dalje, je vendarle malo nenavadna, ne, ker ko zberemo šport, ko zberemo športno igro, zberemo pravzaprav en način, ker lahko primerjam sebe z drugimi. Ker na nek način v tekmovanju z drugimi, ne, na nek način gradim sliko o tem, kdo sem jaz, kakšne so moje sposobnosti in tako dalje. Ne. Tako da v športu po moje je vendarle na nek način notranje vključena ta dinamika zunanje notranje motivacije. Ne. Pričemer ni to nič narobe, ne, se to je pač čisto običajna človeška lastnost. Ne. Predvsem pa mogoče, če bo čas, ne, potem poskušal razviti eno drugo idejo, seveda, da recimo tako kot v laični pameti, ne, da sta pravzaprav dva koncepta nasprotujoča, eno je tekmovanje, drugo je sodelovanje. To ni res. Ne. Tekmovanje lahko gre zelo skupaj tudi s sodelovanjem, ne, in vsaka tekmovalnost ni toksična, ni slaba. Ne. Mogoče še komentar na to. Ja. Kako bom jaz boljša od drugih, če ne bom najprej boljša od sebe? Ne? In skozi to primerjavo z drugimi se učim, kako jaz napredovati. Ker če bi ta logika zdržala, ne, da samo tekmujem potem, ko nekdo postane svetovni prvak, mu ni treba več sploh tekmovati. Pa vidimo, da ljudje, ko postanejo svetovni prvaki, želijo biti še enkrat, pa še naslednjič in tako naprej. Ne? Ko nekdo doseže svetovni rekord, potem se lahko uležem in doma spančkam. Ne? Pa ni res, ga želijo še enkrat in tako naprej. In vse to je dinamika odnosov. Ne? Vedno želim biti boljša od drugih, ja, ampak skozi razumevanje tega, da ko bom najprej boljša od sebe,
bom zmožna biti od drugih boljša tako, da jim ne bom škode delala. Ne? In ja, tekmovanje se da s sodelovanjem izvajati. Že po defaultu v bistvu vsaka tekma, to je igra. A ne? Ti brez nasprotnika, ki je pripravljen igrati, ti ne moreš. Se pravi, on mora sodelovati s tabo, seveda, bori se proti tebi, ampak sodeluje pri tem. A ne? To ni vojna, a ne? To je tekmovanje, to je igra. A ne? V tem je hec v bistvu vseh tekmovanj. Ja, tu smo že naslednji, pravzaprav eno zame odločilnemu vprašanju. Ne? Recimo, če bi jaz spet mal ugovarjal za to, da vidimo različne argumente. Ne? Ja, seveda tisti, ki je svetovni prvak, hoče biti še drugič, pa še tretjič, pa petič, ampak danes je šport spektakel in to zelo dobičkonosen spektakel. Ne? Tako da tu zdaj govoriti samo o neki notranji potrebi, da sem še boljši, pa še boljši, je vendarle malček. Ja. Na to imam precej dober argument. Ja. Ko se otroci vključijo v šport in če damo proč tiste primere, kjer so bili starši od prezgodaj preveč vključeni, so otroci zadovoljni, ko so se potrudili. In se šele zelo pozno začnejo ukvarjati s tem, kateri so bili. Seveda, zdaj, če pa v športu ostanejo dolgo, bodo pa mesta tudi postala pomembna in prihaja do tega večjega prepleta notranje in zunanje motivacije. Ampak vsi tisti, ki so zdržali skozi šport do odraslosti, so dolgo imeli zelo na prvem mestu samo to, da so se nekaj naučili, da so sodelovali, da so bili boljši, kot so bili prej. In velikokrat so potem na koncu najboljši v svetovnem merilu tisti, ki morda niti niso bili tako zelo dobri kot majhni, ampak so se pa naučili boriti. In ta borba je primarno samim seboj. Ne? In ta notranja volja pa želja potem, da napredujejo, je seveda nekaj, kar se na vsakem treningu lahko potrjuje. Ne? In ti otroci, ki uživajo v športu, ki se imajo dobro, ker napredujejo, ker se učijo nečesa novega, so lahko zadovoljni na vsakem treningu. Medtem ko tisti, ki tekmujejo ali pa se v športu lotijo samo zato, da bodo boljši od drugih, pa hitro postanejo nezadovoljni, ne? Zato ker tekmovanja so vsake toliko časa, zunanja potrditev je redka in skozi notranjo motivacijo se da tudi zelo dobro zunanjo zgraditi. Je pa dejstvo, da taki trenerji, recimo, ki jim pravi, jaz vas učim za življenje, on zelo malo poudarja tekmovalnosti. Ne? On poudarja vztrajnost, pridnost, tudi spoprijemanje s težavami, odločnost. Ja, ne? In to so tiste prednosti športa, ne? Ki tekmovalen potem postane na prvem mestu zelo pozno v človekovem življenju. No, ampak mi smo kar znani, vsaj pri nekaterih športih, da prehiter upeljamo posameznike v to tekmovalnost in potem takrat, ko drugi, recimo iz drugih okolij šele začenjajo biti najboljši, naši že odnehajo. Ne? Ampak to je druga zgodba. Mogoče še kakšna... Ja. Jaz sem nekaj časa že želel nekaj vprašati oziroma odpreti eno temo, pa ste ravno kar vi odprli. Film je sicer všeč, sporočilo jasno in tako naprej, vendar se mi pojavi tukaj dilema iz strokovnega vidika, o kateri ste ravno kar zdaj spregovorili, in sicer kako hud oziroma kako resen trening morajo biti deležne punce stare 9 in 10 let. Ne? Zdaj, če tisti, ki se malce spoznajo na šport, lahko vidijo, da ta trening je bil kar na precej visoki ravni, oziroma drugače bi rekel, poznamo kar celo vrsto trenerjev, ki treninge, ki so v osnovi mišljeni za odrasle ljudi, zelo hitro preslikajo na mlajše populacije, ker so na ta način bolj uspešni. In mogoče tudi tista poškodba punce je tudi rezultat tega, ker so trenirale oziroma izvajale treninge, ki niso bile primerne za tako majhne otroke. Tako da jaz bi z tega vidika vprašal, kakšno je vaše mnenje, ali iz tega videnega so bile punce deležne pretiranega treninga? Jaz mislim, da ne. Enostavno otroci so sposobni bistveno več, kot pa mi mislimo. Problem trenerjev, ki preslikavajo delo z odraslimi otroke, je, da jih pojmujejo, kot da so odrasli. Pogosto delajo z njimi, kot da so vrhunski športniki, kot da morajo biti brezkompromisni do sebe tudi in tako naprej, kot da služijo svojim telesom.
Že ta prvo vprašanje, ki je bilo danes, se je nanašalo dejansko na delo trenerjev in na izkušnje staršev s trenerji. Jaz lahko osebno povem, da imam veliko slabih izkušenj s trenerji. Ogromno. Najprej mojih lastnih kot športnika. Lahko rečem, da imam podobno izkušnjo kot tele punce. Sem imel trenerje, ki so bili grozni. Treniral sem rokomet 7 let. Bili smo podružnica enega kluba, ki je bil prvoligaš. In po 7 letih, po 6 letih jaz dobim prvega trenerja, ki je bil tak kot ta. Ki je bil prvi trener, ki je z nas naredil ljudi. Ko smo razmišljali o tem, da igramo še za kaj druga, pa za to, da bomo sam zmagali. On je bil prvoligaš, je igral, ampak se je poškodoval tisto leto in je takrat prosil, če lahko nas prevzame. No in po tistem letu je rekel, lej fantje, jaz sem vas naredil, kolikor sem vas lahko, zdaj pa naredimo takrat turnir in smo takrat povabili vse najboljše ekipe v Sloveniji, državne prvake Avstrije in tako naprej in smo jih mi zmelili, vse. In potem, to je bila tekma, bila čez vikend, v ponedeljek so prišli iz kluba funkcionarji in so rekli, fantje, od zdaj naprej ni več vaše podružnice tukaj, mi smo bili podružnica enega večjega kluba, zdaj igrate za glavni klub, hodimo po vas s kombi in ne boste več igrali tukaj, ampak za nas. In takrat je cela ekipa nehala igrati. Zato, ker nam niso več dovolili, da bi mi kot ena skupina igrali naprej. To je bila ena zelo dobra izkušnja, ki sem jo imel v življenju. In smo bili tako kot te punce, medalje smo vrgli, mislim, ne gremo se več. Ker smo tudi na ta način protestirali proti sistemu, kakršen je. In še danes sistem v športu je lahko precej krut, kar se tiče funkcionarstva in te športne politike in tako naprej. Ne upošteva te stvari. Kar se tiče treningov in ne vem, jaz imam 3 fante doma. Vsi 3 so športniki, otroci so, ampak radi trenirajo. Nobeden ne trenira zato, da bi bil državni prvak. Nobeden. Ampak so vsi dobri. Trenirajo vsi zato, da bi bili boljši. Často trenira nogomet, na srečo ga največ. Zakaj pravim na srečo? Ker v nogometu je največ trenerjev, ki niso izobraženi, so usposobljeni in jih usposabljajo na nogometni zvezi za delo z odraslimi, ne z otroki. Nimajo pedagoških vsebin, ki bi jih morali obvladati za delo z otroki, ker otroci še niso dozoreli. Je treba razmišljati o tem, kako dozorevajo, tudi psihološko in tako naprej. Zaradi tega imamo težave s tistimi trenerji. Zdaj pa trenirajo vsi 3 downhill, se pravi mountain bike pa atletiko, precej različna športa, eden zelo ekstremen, drug ne, z drugim se zelo matrati, ampak jaz vidim, da za njih trening ni problem. To ta deklica, ki se je poškodovala, po mojem, ni bila zaradi prehudega treninga, ampak zaradi tega, ker je hitro, visoka je bila. Ona je zelo hitro zrasla. Takrat se morajo vezi pa mišice zelo prilagajati kostem, ki tako hitro rastejo. In zaradi tega pride potem do nestabilnosti hrbtenice. Treba je biti zelo pazljiv. Tudi tega trenerji pri nas premalo vedo. Čist, da je treba na otroka gledati kot bitje, ki se razvija razvojno in ima svoje omejitve v tem razvoju. Tako da, glede na to, da je bila to njegova hčerka, mislim, da je bil kar dost pazljiv, ampak take stvari se tudi lahko zgodijo, seveda. Jaz bi mogoče odgovorila tukaj, da zelo težko mi sklepamo, koliko je bilo tega treninga, ker tega podatka v filmu ni. Je pa dejstvo, da vsak trening, ki so ga prikazali, so prikazali kot resen. Ne vemo pa, ali je bilo to 2 treninga na teden, ali je bilo to, ne vem, vsak dan po 4 ure, ampak poškodbe so nažalost del tega, tako kot je rekel Grega, se mi pa zdi, da več, ko dajemo poudarka tem, da moramo dobro delati z izobraževanjem trenerjev, manj bo in poškodb in manj bo tega, da bi se morali bati neke pretreniranosti, Je pa res, da 2 uri treninga je lahko zapeljanih kot zelo resnih ali pa kot zelo velika igra. In lahko oboje vključuje zelo veliko elementov, ki navzven samo na posnetku, kot vidimo 2 minutki tega, deluje kot grozno resno. In malo konteksta nam vseeno tukaj manjka. Jaz sem prav prej rekla, da me zanima, kaj je s tem trenerjem danes. In kako se je to razvijalo naprej. Je pa treba vedeti, da je zelo težko to regulirati, ker fakulteta za šport ne izobražuje trenerje, ki jih panožne zveze same izobražujejo. Se pravi, pri nas je problem tudi v zakonodaji, ker
trenerski poklic ni reguliran, učiteljski je, a ne? Točno se ve, kdo lahko uči v šoli. A ne? Kdo je pa lahko trener, lahko je tudi nekdo, ki dobi licenco, pač narediti šnel kurs, a ne? Koliko pač dobi tam znanja. Ne? Zdaj imamo že 3, 1, 2. Ja, jaz prihajam tudi iz šole in sem zelo hvaležna za ta film, čeprav imam pomisleke, ker vedno pri dokumentarnem filmu se vprašam, zakaj je bil sneman, zakaj se je nekdo ali ta trener odločil, da bo to svojo zgodbo spremljal. Tako da se pridružujem različnim vašim razmišljanjem, ali gre za neko malo režirano sceno ali ne. Ampak kar pa mene zelo, zelo skrbi kot učiteljico in kot mater, je pa pravzaprav ta nek, se mi zdi v Sloveniji, razkorak med tem tekmovalnim športom za otroke in rekreativnim športom za otroke, ki ga na nek način po moji oceni ni. Jaz se pridružujem kolegu, da ta poškodba je seveda sestavni del športa, tako mi to jemljemo, ampak zelo veliko otrok, ki danes trenirajo in ki so dobri, so takoj v nekem tekmovalnem odnosu in na nek način se začnejo forsirati. In zato so taki otroci velikokrat poškodovani. Na drugi strani pa imamo mi zelo veliko otrok, ki se športom sploh ne ukvarjajo. In zdaj skrbijo me ravno ti, a ne? Torej, danes pravzaprav kot starš težko daš otroka v nek šport, da bi se on razvijal kot zdrav individuum, kot razvijati svoje telo, ne vem, čistko, kajti takoj pride do športa, do tekmovalnosti, do kluba, do trenerjev, ki so lahko velikokrat tudi zelo, zelo kvarni za nek psihološki razvoj. Ker ja, eni otroci skozi ta trening so postali močnejši, eni so bili pa mogoče zlomljeni. Ti otroci niso prikazani v tem filmu, ampak gotovo so bile tudi te situacije. Jaz bi rada slišala tiste otroke, ki so zapustili kluba, ne samo zaradi staršev, mogoče tudi zaradi sebe, ker niso zmogli tega pritiska. Tako da mislim, da Slovenijo zdaj čaka v zelo kratkem času zelo temeljit razmislek, kaj bomo s tem športom, predvsem za otroke, in kdaj bomo lahko otrokom ponudili rekreativni šport, ne samo v šoli, ampak tudi sicer. Ja, jaz bi tu samo mogoče dodal, ne samo pravzaprav tisti, ki so bili zlomljeni, ampak veste, takoj, ko gre za pripravo na nek resen šport, se pojavi vprašanje, kaj s tistimi, ki niso potenciali za nekaj več. Mogoče še lahko hodijo malo na trening, ampak na tekme že ne grejo več zraven, ono tretje in seveda zadeva se zelo hitro. Dejansko v Sloveniji, kolikor jaz vem, obstaja samo en klub, ki otrokom, najstnikom, naprimer, dovoli, to so najstniki že, da jim dovoli, da ne hodijo na tekme. Pravijo, lahko pridete trenirati, lahko igrate z nami, če želite, igrate lahko na tekme, nimam pa treba. Teh je zelo malo. Zdaj, jaz pri svojih otrocih sem razčistil stvari s trenerje. Če ne bojo šli na tekmo, prav, se jim ni treba. Moji hočejo napredovati v tem, kar delajo, ampak ne rabijo nujno tekme za to. Znajo pri 7% ali napredujejo. Tako da tukaj smo vedno imamo tukaj zelo veliko paleto. Žal bom rekel, imamo tudi ogromno staršev, ki poskušajo svoje neživete ambicije na svojih otrocih doživeti. Te otroci so reveži, te otroci so najbolj bogi otroci, ki morajo, ne vem, se kosati s podobo svojega očeta ali pa mame, ki je bila vrhunska športnica, ali pa oče vrhunski športnici, ali pa mogoče niti ne, pa nista uspela, pa zdaj hočejo jih starši poriniti, da zdaj bojo pa otroci to naredili, kaj oni niso. Takih otrok sem spoznal že veliko. Tako da včasih imam tudi sošolce moje še z fakultete, ki so zdaj trenerji, naprimer, ker sta pač hec naredila iz tega, sta rekla, take starše prepotentne bomo malo poskušala. In je prišel, en je trener košarke, drug pa trener nogometa. In prvič pride en oče s sinom na košarko, 7-8 let star mulček. In po treningu oče pride k trenerju, a je naš tam mal potencial za državno reprezentanco pa to. In on je rekel, veste kaj, mislim, da ne bo v košarki, ampak dejte ga peljati na nogomet k mojemu kolegu, ki je trener, in je šel starš. Sta mal na naslednji nogometni trening in po treningu je šel do trenerja in ga je vprašal, a misliš, da moj otrok bi bil za nogometno reprezentanco? Pol vidiš dejansko, česa so tudi otroci nekateri deležni, strani staršev. Tako da oni imajo prav tukaj, starši so lahko največja ovira, ne samo v tem, da uspeš, ampak tudi v tem, da se sploh normalno razvijaš, da lahko napsihirajo na polno.
Veš, Grega, sej niso problematični tisti starši, ki so bili vrhunski športniki. Ja. Oni so Ne, tisti, ki so skoraj bili, ali pa ki so wannabe. To mi zveni, kot da tisti, ki imajo izkušnjo z vrhunskim športom, da jim je v gene zapisan, da vejo, zakaj gre in da bodo to delali. Ali pa lahko otroci pustijo, da so tisto, kar so. Ja, tule imamo še. Nataša Erjavec, Dijaški dom Bežigrad. Zato pa je pomembno, da otroke učimo razmišljati. Zato je pomembno, da se pedagogi, športniki, trenerji zavedamo, da vse, kar je naš stik z otroki, je lahko vzgojni moment. Če jih on ne bi učil razmišljati, če jih on ne bi opogumljal delo z njih močne punce, bi one ta turnir na Švedskem ne prenesle v svojo zgodbo kot rast, kot napredek, ampak bi najbrž pol ekipe nehali trenirati. Ne? To je meni bil najbolj pomembnih vidikov v tem filmu, ker vsi vemo, da porazov je v življenju veliko več. In šport o pravem vodenju te nauči s tem rokovati, te nauči to prenesti. In še ena zadeva se meni zdi, če se vrnem na to, kar je že bilo tudi rečeno, naši trenerji slovenski gor dol, prepogosto se mi zdi, da vlada miselnost, za otroke boš pa dober. Zdaj ti začenjaš trenirati, boš otroke treniral. To je narobe svet. On bi mogel začeti z odraslimi trenirati, on bi se mogel učiti pedagogike, on bi se mogel učiti metod treniranja, vse to. Če je sam bil vrhunski športnik, ne pomeni, da je vrhunski trener od prvega dne, ko je nehal trenirati. In to je narobe svet. Trener je spustiti k otrokom šele takrat, ko se klubi, ko se odgovorni, ne vem, kdorkoli pa že, prepričajo, da dejansko bodo vzeli delo z mladimi kot vzgojni moment, jih učili razmišljati, jih učili rasti in šele potem delati državne prvake, svetovne prvake in tako naprej. Še so. Meni se je zdel zanimiv, mislim, tako tisti trenutek, kako je on starše sprejel, jim dal možnost, da spregovijo svoje čustva, a ne? Pol kasneje, ravno na koncu, se mi pa zdi, one so zmagale, ne? Sam jaz mislim, da je bil za njih to bilo težko, ta poraz, ko so čutili, da jih starši niso podprli pri temu, ne? To bi bilo zanimivo naprej pol, ker pomemben pri temu športu trener in družina, ne? Vse prej je funkcioniralo, ne? Mislim, da so bile zelo razočarane, kako pol naprej, a ne? Za njihovo popotnico naprej. Ja, še kakšno? Jaz bi pa mogoče dala par komentarjev na to, kar ste tudi rekli, kaj s tem trenerjem. Če si pogledate na košarkaški klub Athens, Islandija, vse piše, naprej sem šla zdaj pogledati, tako da si lahko pogleda vsak od nas. No, povejte, kaj je bilo. Ja, nisem dolgo veliko prebrala, ampak še zmeraj se borijo, da bi pač tekmovali lahko skupaj. Ker na osnovnošolskem nivoju, recimo to, sem na hitro razbrala, da so igrali recimo 7. razred, so igrali v mešani ekipi in je bil cel problem, ko je bilo 5 punc zgor. Dokler so bili fantje, punce mešano, je bilo vse v redu, pa je bilo pa malo. In spet pravim, pač kot družba, kot taka. Potem mogoče drugo, jaz delam pa z deklicami tudi kot v klubu. Delala sem tudi na šoli, kot krožek. Problem tega rekreativnega 7., 8., 9. razred. Mogoče 2. razred, 3. razred po osnovnih šolah ogromno enih krožkov, od športa do glasbe, do vsega. 7., 8., 9. se ne ponuja nič več. Tukaj se moramo tudi mi kot družba vprašati ali pa kot šola, zakaj učitelji sami ne ponujamo krožka več, v 7., 8., 9. razredu za take, ki ne bi želeli biti v športu, ne bi hoteli hoditi na tekme. In se mi tudi zdi, ker ste mogoče prej rekli, fakulteta za šport tudi ne da da so vsi, ko končajo fakulteto za šport, odlični ali trenerji ali učitelji, kakor tudi neko končamo pedagoško. Mi se učimo o pedagogiki, samo če nimaš ti tega vse, težko daš naprej. Mogoče tudi kakšen trener ni končal ničesar, pa ima to v sebi, ta občutek za pač otroke, da dela, pač tudi mogoče tiste eno srce, da hoče kaj narediti. To bi imela. Še kdo? Ja, še tu lahko spredek. Meni se zdi en tekst od Veselina Vujovića, a sem prav rekla,
fascinanten za ta film, da bi ga spodaj napisala. On je rekel, medalje se delajo na treningih, na tekmah se samo podeljujejo. Ne? In tukaj se lepo vidi, kako je ta trener delal medalje s kakšno mirnostjo, pa za kakšno vzgojo. Jaz pogrešam v tem filmu prehrano, glede na to, da je 80-20 recimo prehrana pa treninga, ne? Ti treningi ne bi, ampak to je druga tema, mogoče v nadaljevanju filma, da bi še v to smer kaj šlo, ker to je rak rana naših mladostnikov, ne? Tudi športniki pojejo vse, kar pač pred njih pride, sicer oni to predelajo bolj kot tisti, ki ne trenirajo, ampak telo ima pa spomina, ne. Še nekaj sem hodila reči. Gotovo je velik rib, če so Islandci. Ja. Sama sem nekoč igrala, sem še eno zgodbo tudi, ki je bila taka, tele spol, moški pa ženske. Veliko sem se družila s fanti in pogosto sem tudi kakšne malo nogometne ekipe igrala, ne, in se spomnim, da smo nekje na morju igrali proti Nemcem in nikakor nas niso mogli premagati, ker pač niso dali gola. Jaz sem takrat bila vratarka in so celo neki egoti moški odšli z igrišča dol, ne, ker to pa ni res, ne, da bi oni proti ženski igrali, pa ne morejo gola dati. Tako da sem sama na svoji koži začutila, kaj pomeni razlika med spoloma. Hvala. Zdaj, če vam samo malo komentiram, na Islandiji zelo slabo jejo. Če ste videli Subway reklama je, pri njih je ogromen fast fooda, a te slabi ameriški trendi prehrane prihajajo k njim, tako da oni šport rabijo, tako za balansiranje marsičesa. Tudi čisto objektivno, kakšnih velikih pogojev za neko raznovrstno prehrano Islandija nikoli ni imela. In bila je zelo revna država do nedavnega, tako da... Pa malo zelenjave imajo. Ja. Dober dan, Renata pri telefonu. Pri mikrofonu. Pri mikrofonu. Mene pa zanima v bistvu, kako take projekcije, debate, take filme približati tej športni sceni. Ja, film je na voljo, to bo Barbara povedala, kako se da priti do projekcije ali v kino, ali najeti film. Film imamo v programu šolskem, tako da kar se tiče šol in za osnovne šole in za srednje šole je ves čas na voljo, se samo dogovori pač za datum. Nismo še imeli pogovora ob tem filmu, smo pa že imeli projekciji 2, no? Tako da mi smo ocenili 2., 3. triada pa srednja šola. Za druge je pa film tudi na voljo, bodi si kino na zahtevo, če gre za manjšo skupino, bodi si dopoldanske za skupine pedagogov, pač stvar dogovora, tako da se lahko obrnete, če boste imeli kakšno željo. Meni se zdi to film, s katerim jaz bi z veseljem se pogovarjala s kakšnimi osnovnošolci ali pa srednješolci ob tem filmu. Se mi zdi, da se da pogovarjati marsikaj, ne samo o športu, ampak tudi o tem, kako odraščajo, kako vidijo svoje vloge. Ja, ta pogovor pa bo posnet in bo potem posnetek na voljo na spletni strani. Tako da, če bi kakšni... Do trenerjev, ne? Ja, če bi to preko Olimpijskega komiteja naprimer šlo, ne? Ja. Bi bilo zelo koristno. Če jih poznate, kar povabite, pa spodbudite, še tukaj, pa še gori. Živjo, jaz pa tale film gledam mogoče malo drugače, ker sem vzgojiteljica v vrtcu. Nisem pač šolnik. Jaz sem sicer pri filmu zelo uživala, ker sem videla to borbenost, ta fokus, to željo in tako naprej. Ker mi v vrtcu se srečujemo z otroki, če dalje več otrok, ki se bojijo hriba. Mogoče pač delujem tudi v enem takem okolju, no? Tudi zelo socialno šibkam, ampak meni je bil to užitek in mogoče glih za naš vrtec, da lahko rečem, da leta in leta delamo na gibanju in na fit projektih in tako naprej in moram reči, da ne znamo več nobene dejavnosti izpeljati, da ne bi bila povezana z gibanjem. Se pravi, vse, kar spoznavamo preko gibanja. In težko rečem, da smo naredili ne vem kakšen strašen napredek. No. In tole je bilo meni zdaj prav fascinantno.
ker jaz imam v vrtcu čez druge izkušnje. Seveda, jaz zdaj lepo sprašujem, ker je večina taka. Se najdejo otroci, ki tudi pri 5 letih obvladajo vse take in drugačne gibalne vzorce in naloge, a ne, in imajo moč in imajo energičnost in imajo cilj, ampak ja, jaz imam kar slabe izkušnje, kar se pač predšolskih otrok tiče, s tem, ne, da mi skozi govorimo, da v vrtcu je še neka želja, da potem pač v šoli zgubijo željo ali karkoli, no, ampak jaz moram reči, da že v vrtcu to vidimo. Pa še na balkonu. Ja, živim, jaz sem Sandra, jaz sem športna pedagoginja. Bi pa samo povedala, da se pa meni tako nasplošno zdi, da smo z izbirnimi predmeti, obveznimi, v zadnji triadi izgubili krožke, interesne dejavnosti in bi se marsikdo odločil za interesno dejavnost, za izbirni predmet, ki je za oceno pa ne. Pa da mogoče pa jaz pa prek svojih otrok pa vidim, da je pa vse več klubov, kjer dovolijo tudi ne tekmovati. Pa je plezanje tako, da lahko tekmuješ ali ne, pa je plavanje tako, pa tako, da se mi zdi, da pa je šlo vseeno v to smer, da včasih si sam tekmoval, da zdaj pa lahko otroci tudi, ki se želijo samo trenirati, pa ne tekmovati, da se je začelo odpirati. No. Dober dan, lep pozdrav vsem. Sem počakala, da pridem na vrsto bolj proti koncu. Jaz sem Natalija Panič, 20 let trenerstva v košarki imam za sabo. Moram reči, da mi je bilo izjemno zanimivo vas poslušati. Tole, kar sem videla, mi je kar precej blizu z izjemo ene stvari, ki se reče trash talk. Mislim, da šport tega nujno ne rabi za to, da naredi uspešne in samozavestne otroke. Zdaj, moj največji ponos dela v športu so v bistvu te vse moje dame, gospodične in zdaj že mnoge od njih tudi mame, ki dejansko so postale to, kar sem si ja želela za njih, se pravi, ne, košarka je bila sredstvo, tako je bilo že tle omenjen, zato, da so lahko videle, a ne, kako dnevno lahko premikamo svoje meje, kaj lahko naredimo skupaj, kakšna je moč neke skupine in kakšno moč ima pozitivna energija. Slišala sem eno stvar, ki je izjemno pomembna, ne? Kako pomembno je tudi, da vsi skupaj, ki delamo v raznih pedagoških procesih, mislimo na to, da otroke učimo kritičnosti, da jih učimo razmišljanja. V športu se mi zdi posebno pomembno, da vsi trenerji razmišljajo o tem, da pravzaprav morajo otroke naučiti misliti šport, ga sploh razumeti. Drugo pa je, ali smo mi kot družba sposobni to, kar znamo zelo lepo teoretsko obesediti, tudi živeti, ne? In za vse tiste, ki bolj aktivno spremljate šport, tale film je neverjetno sedel na včerajšnji dogodek, ne? Tisti, ki spremljate, veste, da je pred vrati Evropsko prvenstvo v košarki. No, Nika je deklica, ki jo jaz poznam od 2. razreda osnovne šole, a ne? In je šla skozi podobno vodenje, kot smo ga videli v tem filmu, in zato sem prepričana, da ve in zelo razume, kaj govori. In se mi je zdelo, vzela sem si čas, včeraj napisala tudi svojo izjavo, pravzaprav zelo sprevrženo to, kar se je zgodilo, da je nekdo izjavo, ki nikakor ni bila uperjena proti trenerju, selektorju v smislu tega, da je tujc, ampak je puščica letela v popolnoma drugo smer, v bistvu tako grdo zlorabil in potegnil že drugo nerazumljivo potezo, kar se tiče slovenskega ženskega športa, se pravi najprej pred domačim prvenstvom odrežeš selektorja, človeka, ki je pravzaprav pripeljal ženski šport o podpori nas, še nekaterih iz tistega časa do nivoja, da pravzaprav lahko tekmujemo na vrhunskem nivoju. Se pravi, najprej narediš to, da njega odrežeš dejansko od tega, kar bi morala biti nagrada za njegovo delo in prizadevanje. No, tole včeraj, na ponedeljek obvestiš preko Facebooka, reagiraš kot krovna organizacija na
neko stvar, ki se je zgodila že 10 dni nazaj in je pravzaprav en post z privatnega profila naše igralke, se mi pa zdi naravnost, ne vem, usupljivo. In kje je zdaj ta kritičnost, kje so zdaj ti argumenti, če pravzaprav potem, pa ne govorimo več o otrocih, govorimo zdaj o odraslih ljudeh, če mi kot družba resnično nismo sposobni ne sprejeti, ne ceniti kritičnosti, argumentirane debate, iskrenosti. Jaz mislim, da dokler ne bomo resnično odrasli, upravljali s tem in se odločali, kam želimo iti, to za naše otroke ni dobro. In to se vidi na vseh nivojih. Od športa otrok, mladine, do odnosov znotraj šolskih prostorov in tako naprej. Tako da hvala vam za vse lepe misli, ki ste jih podelili. Jaz mislim, če bomo vsi tako delovali, kot govorimo, pol pravzaprav lahko to stvar obrnemo, sicer pa ne vem, kako jo bomo. Ja, mogoče samo en kratek komentar. A veste, če si predsedniki in premierji dovoljujejo komunicirati z javnostjo, uradno komunicirati z javnostjo preko tistih orodij, ki ne zmorejo več kot par besed v stavku, potem je to samoumevno, da se to počne tudi v tej sferi. Za trenutek bi malo prekinil to razpršeno debato. Dve vprašanji me nekako žulta, na eno ste že upozorili, drugo si bom pa sam ukradil to priložnost, da se o njem malo bolj pogovorimo, ker imamo goste, ki lahko na to temo veliko povejo. Zdaj, eno je bilo vprašanje odnosa šport, pa pač gibanje oziroma gibalna kultura. Zdaj, kam umestiti tisto, recimo, kar ima neko osnovno pedagoško vrednost, še posebej takrat, ko tako imenovan medicinski diskurs na nek način prevladuje tudi na tem vašem področju. Zdi se, kot da pravzaprav je glavni argument za šport zdravje, dodatni argument je tisti, ki so telesno vzdržljivi, imajo tudi boljše kognitivne sposobnosti in tako dalje. Kje je postaviti tu neko ločnico, smiselno ločnico, ne zato, ker rabimo plotove, ampak zato, da bomo vedeli, o čem govorimo. Ja, dejansko se je ta proces res odvil, dobro opažanje. In sicer mene je zelo žalostil, ko so preimenovali predmete. Ko enkrat športna vzgoja postala šport, ko smo to vzgojo takrat rezali ven, zdaj imamo pa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ok, upam, da gremo nazaj. Ampak zdaj smo začeli maskirati potrebo po športni vzgoji ali pa po gibanju v šoli v zdravje večinoma. Kar nekaj je zdravje edina prioriteta. Se pravi, zdaj šole morajo upravljati tisto, kaj bi mogel zdravstveni sistem delati, pa ne vem, kaj še vse. V resnici smo pozabili na ta del vzgojni, ki je pa res zelo pomemben. Jaz ne bom nikoli pozabil mojega pogovora z Mirom Longiko, pokojnim žal, on je bil sokol, se pravi, bil telovadec, je bil tudi olimpijec. In mi je razložil, ko je bil on majhen, po prvi svetovni vojni so ostali brez očeta, mislim, da so bili 3 otroci, pa mama je morala seveda delati, živeli so tudi v Ljubljani, ni mogla čuvati otrok, ker je mogla delati čistila okoli, pa ne vem, kaj vse je počela, da so preživeli. In je rekel, veš, kaj je moja mama rekla? Ko smo bili majhni, nas je prijela za roke, nas je odpeljala v sokolsko telovadnico, pa je rekla, tule jih imate, naredite z njih ljudi. Se pravi, to je en moment, ki je šport ima veliko več možnosti za vzgojno delovanje, kot pa marsikatera druga dejavnost. Zato je to, ne moramo reči, da sam po sebi je vzgojen. Nikakor ne. Ta trener bi lahko bil totalni debil, lahko bi delal čist kontra stvari. Lahko bi bil žaljiv do otrok namenoma, lahko bi jih uničeval njihovo samozavest. Ne bi imeli nič od tega športa. Absolutno nič, minus pravzaprav. Se pravi, to je eno zelo dobro orodje, eno zelo dobro okolje, en zelo dober ekosistem, kjer se da razvijati tudi osebnostne lastnosti otroka. Ampak moraš vedeti, kaj delaš. Samo po sebi se te stvari nikakor ne odvijajo. Jaz bi pa dodala pravzaprav to, da je gibanje ne nekaj, kar moramo imeti za zdravje, skozi gibanje se meri zgodnji razvoj.
Sistematični pregled pri 3 letih preverja, kdaj so shodili, kdaj so zmožni pincetnega prijema. Se tudi razvoj govora je razvoj gibanja. Ja? In gibanje je nekaj, kar, če gibanja ni, zastane preskrba telesa s kisikom in tako naprej. Gibanje je nekaj, kar še bistveno več bi ga moralo biti. Je pa res, da ljudje kot vrsta imamo radi svoje klasifikacije, kategorizacije, ne? In pač veliki količini gibanja, pa neki sistematični količini gibanja smo rekli, da jim je reči šport. Ne? Zdaj, kdaj gre in šport kot gibanje rabimo vsi. Kdaj rabimo pa tekmovalni šport, ne? Tukaj pa eni se odločijo, da bodo malo več delali pač, ne vem, z govorom, eni malo več z rokami pa bodo ustvarjali, eni pa prepoznajo svoj potencial, pač morda malo bolj grobi motoriki, pa rečejo, tukaj jaz se bom pa bolj intenzivno ukvarjal s športom. Ne? Je pa res, da se strinjam z vami, da bi morda rabili malo več športa, ki je samo rekreativen, torej, ker ni nujno tekmovalnosti. Mislim pa, da je še nekaj drugega varianta, da obdržimo tekmovalni šport in ga spodbujamo še naprej, vendar pa otroke in trenerje tudi bolj opremimo, kako se spoprijemati s tekmovanjem. Ker reči, samo rekreativno se bom z nečim ukvarjal, v življenju je tekmovanje tako, vsak trenutek ga imamo pred seboj in je to nekaj normalnega. Ja? Samo če Darwina vzamemo, ne? Kdo preživi, tisti, ki je boljši. Ja, in zdaj to je morda tako malce grobo se sliši, ampak zakaj pa ne bi raje skozi šport otrok učili, kako tekmovati, kako spoštovati pravila, pa kljub temu biti boljši od drugih. Ja, tako jaz v tekmovalnosti ne vidim čisto nič slabega, vidim pa v tekmovalnosti veliko slabega takrat, kadar gre preko trupel drugih. Pa včasih tudi preko svojih, ne, sej pustimo do ostale zlorabe. Bi se dal tudi organizacijsko te stvari precej enostavno rešiti. Jaz sem tudi že v nogometni zvezi predlagal, ko sem gledal svoje otroke, ki so hodili, vsak vikend smo imeli one turnirje. Tja so prišli ekipe, starši so noreli tam, preklinjali. Tako da sem se pa v enem trenutku s svojimi študenti, za katere sem vedel, da so sodniki, sem rekel, če starši začnejo kakršnokoli izvajanje, ustavite igro in pejte do staršev in povejte, jaz sem tule sodnik, obnašajte se, otroci vas vidijo in če še enega slišim, bom prekinil tekmo in je ekipa zgubila 3-0. Se pravi, so pol začeli študenti tudi to početi. Tako da rabiš pa pogumne študente, da so to pripravljeni narediti. Ja, seveda, da so to pripravljeni narediti, ampak vidimo tudi te težave. Ja. No, ampak ta argumentacija, ki si jo razvila, seveda v zvezi s športom je samo del zgodbe. Ne? Drug del zgodbe je ta, da je šport pravzaprav iz neke igre, ne, iz katere je zrastel, ne, dobil pravzaprav neko spektakelsko funkcijo, ne, kjer pravzaprav se dela politika, kjer se dela propaganda države, kjer se dela je ogromni denarji in tako dalje. In enostavno, lejte, ko enkrat tudi mladega človeka vključite v to kolesje, se ne smemo sprenevedati, kot da pač tega dejstva ni. Ne. In tu pravzaprav jaz vidim glavni problem. Ne. Bolj precizno definirati pravzaprav, kaj naj bi šport kot neka specifična dejavnost pomenil, ne, in konec koncev, zakaj je vreden. Ne. Mene recimo, če še jaz svoje občutke ob predvsem prvem gledanju tega filma omenim, ne, mene je izrazito zmotilo recimo ta gesta trenerja, ne, ki je izjavil med drugim, ne, nismo tukaj, da se igramo, tukaj smo zato, da se borimo, da se fajtamo, da gradimo močen značaj in tako dalje. Ne. Zdaj, če to primerjam z eno drugo dejavnostjo, ki je meni danes bližje od športa, ampak vendarle igra podobno funkcijo, recimo v vzgojnem kontekstu, to je umetnost. Ne. A veste, ko vi umetniškemu izrazu pridodate neko pedagogizacijo, neko agendo, ne, kaj želim s tem doseči, v glavnem umetnina se potopi. Ne. In zdi se mi, da tudi pretirana pedagogizacija recimo v športu kot športu lahko povzroči nekaj podobnega. Ne da bi seveda pozabili, da so dejansko te vzgojne priložnosti, ne, v športu zaradi druženja, zaradi konec koncev možnosti primerjave sebe z drugimi,
zaradi krepitve neke vztrajnosti, zaradi pač krepitve ustvarjalnosti, če že hočete, ki je prisotna v nekih taktičnih odločitvah in tako dalje. Se ne gre vse pravzaprav samo na tiste fizične dispozicije. Ne? Pravzaprav zmaguje se v glavi več kot s telesom. Ne? Seveda, ja, s tem se ukvarjati, ne? Ampak malo pretiravati pravzaprav v to smer se mi zdi pa tako malo pač kot ena propaganda. Ne? Zdaj, če bomo se bolj ukvarjali športi, potem bomo pa tudi intelektualno pomembnejši, ne vem kaj še vse. Na področju umetnosti konec 19. stoletja se pojavi ideja larpulartizma. Se pravi, ceniti umetnost zaradi umetnosti. Na področju športa je to možno samo, če se vrnemo k tistemu izvornemu pojmovanju, da dejansko šport je neka oblika igre. Ne toliko pravzaprav neko izkazovanje svojih kvalitet, ne toliko spektakel in tako dalje, ampak dejansko neka forma pač dejavnosti, ki je relativno jasno ločena od tistega, kar počnemo v vsakdanjem življenju zato, da preživimo in tako dalje, ki nam pa omogoča pravzaprav, da marsikaj tistega, kar smo prej preizkušali, pa bomo kasneje preizkusili v življenju izven tega igralnega polja, lahko že vnaprej preverjamo, testiramo, se marsikaj naučimo in potem prenesemo to pravzaprav življenjsko prakso. Meni recimo, in tudi dejstvo, vsi teoretiki igre bodo rekli, igra je ena najbolj resnih področji udejstvovanja, ki si ga lahko predstavljate. To ni tisto nekaj, ker ne vem, kaj pisalo, se pa kao mali igram. To je nesmiselno. Ja, sam sodobni šport ne izhaja iz igre. Sodobni šport je produkt puritanske Anglije. Se pravi, college rugby, tam so prvi sploh upeljali šport v kurikulum. In ne zaradi tega, da bi se igralo otroci, ampak zaradi tega, ker so hoteli na ta način vzgojiti bodoče oficirje, da bojo džentlmenski in so prek rugbija poskušali. Se pravi, mi smo ta moment igre v šport pripeljali kasneje, takrat, ko šport ni več bil grešen. Ker najprej so ga gledali tako, zakaj pa se še danes slišimo? Mislim, dobro, mogoče ne je to pogosto, ampak 10 let nazaj še se spomnim, da je raziskal pa ena babica rekla, ja, otroci, namest da bi jabke pobirali, pa tukaj se preganjajo za žogo. Se pravi, še vedno gledajo ljudje marsikdaj na to stvar kot nekaj brez pomena. Tudi če to igra, ki se strinjam, da je izjemno pomembna in je zelo dobro, da smo jo v športu najdli tudi. Samo, ko enkrat šport postane sam posel, pa poklic, potem ta moment igre lahko čisto izgine. In potem je konc, v bistvu. Potem si izgubil tisto notrne motivacijo mogoče. V trenutku, ko neha biti igra, se začne karijera zaključovati. Meni se zdi v resnici na nek način dobro, da ljudje lahko tudi v tem, kar je v bistvu nekaj zelo naravnega, tudi en del karijere naredijo. In takoj, ko bomo rekli, zdaj pa eni se preživljamo od tega, da govorimo, eni od tega, da nekaj proizvajajo, eni od tega pa, da žogo preganjajo. In meni se zdi to fino, da imamo to možnost, je pa res, da tako kot vrsta nam ne gre najbolje, da bi se vračali v samo aktivnost. Jaz sem bila zdaj ta vikend na eni razstavi umetnika, za katerega še vedno ne vejo, kdo je, ker sam se upira temu, da bi se umetnost tržila in prodajala. Pa vendar je tam stalo 100 ljudi in vsak od nas je dal 14 € za vstopnico. Pa me zanima, komu gre v resnici ta denar. Tako da mi vse smo nekako zapeljali na zelo visok nivo in pri nas nažalost je vse to povezano tudi z denarjem. In meni se zdi v resnici samo dobro, da vsaj en delež tega denarja na koncu gre tudi športnikom in ja, recimo, se mi zdi noro, da nogometaš zasluži, 5000 € na minuto spanja, ko se preračuna, ampak je pa del tega denarja vedno tudi nekaj, kar pride pa nazaj, zato da lahko pa mladim omogočamo pa tudi gibanje. Tako da vseeno en velik delež tega vseeno zaokroži, čeprav se nam zdi grozno, da ga pa nekateri dobijo pa ne vem toliko, če smo zdaj pri komercializaciji recimo. Je pa res, da smo zdaj pri nas pred izzivom. Zdaj se je šport ločil od šolstva, kar se tiče
organiziranosti znotraj države, ne, in je šel v gospodarstvo. Jaz odkrito povem, da me je malo strah, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, ker se bojim, da bomo izgubili še tisto, kar se je prej vlagali v rekreacijo in da se bo ves denar iz gospodarstva začel zlivati samo in inkluzivno v vrhunski šport. Tukaj je pa ta bojazena, da zdaj, ko smo dali to narazen, da bo gospodarski vidik in biznis še bolj prevzel vse pore športa. Ja, ministrstvo se je razdružilo. Prej je bilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zdaj je šel šport pod gospodarstvo. Šport je pod ministrstvom za gospodarstvo. Gospodarstvo pa turizem, pa šport so skupaj. Ja. Tako da je tukaj. Bomo videli. Je priložnost, je pa tudi nevarnost. Kakšen hitro še vprašanje iz publike, ker bomo potem morali počasi zaključevati. Pozdravljeni, Katja Mišič je moje ime. Jaz sem tukaj mogoče v 3 vlogah. V vlogi profesora športne vzgoje na osnovni šoli, v vlogi trenerke, odbojki in pa v vlogi mame. Sem bivša športnica, konec srednje šole sem nehala aktivno se udejstvovati in vidim te 3 vidike. Imam hčerko, ki pleše balet, kar je zame, sama sem odbojkarca bila, ampak pri njej je to strast. In to je ta strast, ki sem jo jaz danes videla pri teh puncah. To ni pretreniranost, to je, punce so bile pripravljene v svoj prosti čas dati v košarko. In tako so rasle, tako so napredovale. In tako se bojo tudi naprej z vsemi situacijami lahko spoprijemale. Kot trenerka, pač tam začutiš otroka, ki pride k tebi pa reče, jaz hočem še, jaz hočem trenirati, ne vem pa, če sem dovolj dobra. In ti jo spodbujaš in ji rečeš, dej še mal, prije poškodba. Tukaj se pol pa gradi karakter, to spet, kar je ta trener poskušal pri teh dekletih. Ni samo šport, ampak je to, kaj boš ti ven potegnila. In pa kot učiteljca, pa to, kar je gospod profesor omenil, šport je drugo kot športna vzgoja, pa predtem je bila telesna kultura. To je veliko več. Šport, prej je bilo tudi omenjeno, šov je danes. Ampak ta šov ni za otroke, to je za odrasle. In če je kaj narobe, je to, da otroci gledajo ta spektakel na televiziji. 3 otroke imam, mož je v športu, jaz sem v športu. Zdaj, ko je bila Planica, smo ta zadnjo tekmo samo gledali, ker vse ostalo je bil šov. Eden je bil dovolj za otroka. Ker potem on mora razumeti, da to ni samo šov, je treba veliko stvari prej še narediti, da ti prideš do tega. In v osnovni šoli pri športni vzgoji gradimo temelje, ker pač žal vsi starši tega ne razumejo, mi smo pa pač odgovorni, da te temelje otrokom postavimo in da oni pač začutijo, zakaj pa je zdaj to zraven gibanje, zdravje, pa prehrana, pa zdrav odnos do drugih ljudi, ki so v tej igri zraven. Tako da, ja, ekosistem ste preomenili, pa ful dober poligon za življenje, no res. Seveda, poleg tudi drugih področji, ampak ne vem, mal ja bi mogli razmisliti, da ne. Tako, ful je. Všeč mi je film, jaz si želim, da bi ga predstavila in v šoli lahko, in v klubu, ker se da ful še pogovarjati o tej temi. Toliko z moje strani, hvala. Ja, še kakšna hitra? Ja, še eno vprašanje za gospod Kajtna. Omenjeno je bilo strani trenerja večkrat značaj in moj značaj me določa, kako bi vi to, da bi otroci to izjavo recimo razumeli, če bi prenesli v šolo na en tak
preprost način razložiti otrokom. Tle je pač on čez proces to razlagal, ne, koliko se bodo oni oblikovali s tem, ko bodo trenirali, pa bili tudi soočeni s temi, ko so to vajo imeli žaljenja, pač ta trash talk in tako naprej. Kako bi to vi, bom rekla, enostavno razložili pa upisali? Mene vedno razjezi, kadar v športu uporabljajo ta izraz značaj, zato ker značaj, če izvira iz temperamenta, je v resnici prirojen. Se pa iz te ekscitabilnosti živčnega sistema v resnici, kar je to. Torej imamo otroke, ki imajo zelo hiter temperament, ki so zelo burni, ki zelo počasi reagirajo in iz tega se potem skozi življenje gradijo osebnostne lastnosti. In potem osebnost nekje od 25. naprej se minimalno spreminja. In jaz bi trenerjem prepovedala uporabo izraza značaj. Zdaj, ko pa drugim to razlagam, pa rečem, lej, skozi šport se učiš discipline, skozi šport se učiš sprejemanja različnosti. In bi jim povedala, kaj vse bodo bolje znali, če bodo v športu znali uspešno reagirati. In te glavne psihološke značilnosti, ki se jih da naučiti skozi šport, so vztrajnost, pa disciplina, pa spoprijemanje s težavami, pa dobre socialne spretnosti, komunikacije se skozi to lahko naučijo. In ja, zdaj, mogoče ta trash talk je meni v resnici najbolj ena tistih, ne vem čisto, kako bi si mislila, je pa res, da otroci bodo slišali, da jih bo kdo užalil. In tukaj to on zapelje nekako skozi trening tega, v smislu tudi to se ti bo zgodilo in da te ne bo potrlo, ko bo. Ampak jaz bi otrokom preprosto razlagala, skozi šport se naučiš tega, da te stvari ne bodo zmotile, da boš ostal miren in osredotočen na nalogo, kljub temu, da se bodo drugi norčevali iz tebe, pa rekli, ne bo šlo, da boš znal discipliniran biti in da ko boš enkrat končal s košarko, ker večina ljudi, ki se ukvarjajo s športom tekmovalno, potem imajo neko kariero še naprej, šport ne traja do 80. leta. In da bodo znali to uporabiti tudi drugje. To mogoče ta trash talk bi lahko postal tudi v kulturni kontekst Islandije, Pravi, pri nas verjetno niti deklic dečko pa sploh ne bi bilo treba učiti trash talka, ker ga obvladajo. Mi bi jih morali odučiti. Na Islandiji pa tisti, ki so imeli mogoče stike z Islandci, lahko ugotavljate, da so ženske zelo vljudne, tudi vzgajali so jih tako. In mogoče on tukaj, njega se videl, da ga je skozi žrl to. Ženska doma, pridna, ubogljiva, spoštljiva in tako naprej. In je hotel spodbuditi verjetno punce, da se same, da izrazijo to lahko tudi na vulgaren način, ampak da se postavijo zase. Ker saj beremo te žalostne statistike o pretepenih, umorjenih ženskah, ampak če bi šli pogledati, katere so te ženske, ki so umirale, to niso umirale močne ženske, ki so sposobne trash talka nazaj. To so tiste, ki so cel življenje bile ponavadi bolj tlačene in so se možje izživljali nad njimi lahko mirno do konca. Po mojem mnenju je bil ravno kontraefekt. On je v resnici jih učil, da je pripis pomena tisti, ki te bodi si užali ali pa potre ali pa poniža. In ni bil sam recipročnost tega procesa. Se pravi, to, da znam trash talkati, pomeni, da znam biti nasilna v momentu, ko, ali pa manj, nasilna, verbalno nasilna do nekoga, da se znam postaviti tudi sama zase, da znam jasno mejo postaviti, ki je ne dovolim, da se jo prečka, in hkrati, ko nekdo grdo govori o meni ali pa me želi s tem spraviti v drugačno psihično, psihološko stanje, da se bom drugače odzvala, da jaz temu ne pripišem pomena, ker mi takrat ni važno, kaj si ti, vi mislite o meni, ampak kaj si jaz sama. In da bolj verjamem sebi kot informacijam iz okolice. Tako, Ja, glede na to, da smo že dolgo tukaj, počasi moramo zaključiti. Dajte mi dovoliti, da glede na to, da sem pred časom kar par prispevkov na temo pedagoškega pomena, pa tudi proti pomenu pripravljal za žal preminulo revijo Šport mladih. Imamo en kratek citat pravzaprav iz svojega zadnjega zapisa, ki je star zdaj ne vem koliko, 7, 8, 10 let, ne vem, več kot 10.
iz leta 21. Takole sem zapisal, športno vzgojo velja močneje povezati z doživetjem in dramatičnostjo športne igre, s prepletom čezmernosti tekmovalnega primerjanja zmožnosti in dosežkov z elementi sodelovanja ter z imaginacijo, ki se krepi s kreiranjem pravil športne igre in načrtovanjem taktike, ki vodi k njenemu razpletu. Pomemben del športne vzgoje pa mora ostati opozarjanje na mnoga protislovja in nevarnosti, ki jim je podvržena komercializacija vrhunskega športa. Imate kakšen hiter komentar? Ja, jaz lahko rečem samo, da se strinjam s tem zapisom. To je povzeto bistvo tistega, kar učitelji dejansko v šoli naj bi počeli, pri športni vzgoji. Samo potrdim lahko te besede. Ja, tudi jaz se popolnoma strinjam. Je pa tudi še nekaj pomembno izpostaviti, da do vrhunskega športa pride en strašno majhen delež otrok, ki se začnejo s tem ukvarjati. Ne? In komercializacija se tiče predvsem tega majhnega deleža. Medtem ko vseh ostalih, 99,5% pa lahko vse tisto, kar smo danes omenjali, odnesejo od športa. Ne? In komercializacija, ja, je problem, ampak še bolje pa nek splošni odnos do tega, da bi šport moral biti v resnici čisto za vse. Ja, naj bo to zaključek. Hvala lepa in se upam še kdaj vidimo.